Lepo pozdravljeni, danes je med nami družina Medved in bomo poslušali zgodbo o tem, kako je Jezus pomiril vihar na morju. Najprej pa se priporočimo Svetemu Duhu. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi, prebivaj meni, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj meni, Sveti Duh. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in oči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Prosimo še Jezusa, da naredi v naših srčkih prostor, da vzame ven vse, kar je slabega in bo prostor za Božjo besedo. Noje, hoj, dobro jutro. Tudi ti sem glej, prav? Moj Bog, žal mi je, da sem grešila in žalila tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšala, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdaj pozorno poslušajmo, bo mamica prebrala zgodbo. Vihar na jezeru. Tisti dan je bil dolg in naporen. Jezus je že od ranega jutra učil množice in ozdravljal bolnike ob jezeru. Bližala se je noč in globoka modrina neba in vode je začela bledeti. Popeljimo se na drugi breg, je predlagal Jezus. Učenci so z olajšanjem stopili v čoln, katerega so bili vajeni, in pripravili jadra. Ljudje so večinoma že odšli proti domu. Učenik, sedi na krmo in počivaj, so rekli Jezusu. Bil je v dobrih rokah, saj so čoln krmarili ribiči. Tako je trdno zaspal in učenci so tiho odrinili od brega. Na Galilejskem jezeru se celo najbolj izkušeni ribiči bojijo viharjev, ki lahko zelo hitro podivjajo. Nenadoma je zapihal veter, ki se je sprevrgel v zavijanje in žvižganje. Zdelo se je, kot da hoče iz temačne globine jezera pobegniti med visoke okoliške hribe. Valovi so se visoko dvigali in pljuskali čez rob njihovega čolna. Pohlevno, prijazno jezero se je spremenilo v divjo renčečo zver. Učenci so se na vso moč trudili, da bi vodo, ki se jim je nabirala okrog nog, čim prej spreznili iz čolna. Vendar naj so se še tako hiteli, čoln je bil vedno bolj poln vode. Vedeli so, da bo kmalu potonil. Potem se bodo vsi kot bredolomci morali boriti z divjimi jezerskimi tokovi. Obrnili so se k Jezusu. Začudeni so opazili, da še vedno spi. Dva izmed njih sta ga stresla za ramena. Zbudi se, sta zavpila, da bi preglasila veter. Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo. Jezus je takoj vstal. Utihni, je ukazal divjemu, žvižgajočemu vetru. Nato se je zazrl v valove. Umirite se, jim je zapovedal. V hipu se je veter umiril, v komaj slišen piš, valovi pa so se polegli v razblinjajočo se peno. Jezus se je tedaj obrnil k učencem. Zakaj ste se prestrašili? Jih je vprašal. Kaj se niste zanesli name? Niso mu odgovorili. Jezusovo dejanje jih je enako prestrašilo kot sam vihar. Kdo neki je ta, so si šepetali. Le kdo jih še slišal za človeka, ki bi ukazoval vetru in jezeru in bi mu bila pokorna. Je strašna zgodba. A vas bo kaj strah? Ne.
Mene pa bi bilo strah na jezeru. Pa poslušajmo še, bo oči prebral, kaj pa je evangelist Marko napisal, to zgodbo, kako je zapisal. Iz Evangelija po Marku. Tisti dan, ko se je zvečerilo, jim je rekel: prepeljimo se na drugo stran. Ko so odslovili množico, so ga vzeli v čoln, kakor je bil. Tudi drugi čolni so bili z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je čoln že zalivalo. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: učitelj, ti ni mar, da se potapljamo. In vstal je, zapreti v vetru, in rekel morju: utihni, molči. In veter se je polegal in nastala je velika tišina. Njim pa je rekel: kaj ste strahopetni? Kako da še nimate vere? Prevzel jih je velik strah in so govorili med seboj: kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje? Božja beseda. Bogu hvala. Če ste pozorno poslušali, se gotovo kdo zapomnil kakšno besedo. Ponovimo besedo, ker smo slišali na glas, kakšno besedno zvezo. Kaj ste strahopetni? Utihni, miruj. Kaj še niste verni? Budi se. Morje. Dobro, ja, večkrat smo poslušali. A ste vi že kdaj to doživeli, da bi razgrajali, ko so ti valovi razgrajali, potem pa nekaj rekel: utihni, miruj, bi nastala velika tišina. Kje se to zgodi? V naši hiši. V naši hiši, a ne? A potem je oči kot Jezus. On reče: utihni, miruj in vse tiho pa mir. Večkrat drugače, ne, otroci v Boga, ampak da pa valovi v Boga, to je pa čudno. Zdaj pa kar po vrsti, kaj se je zgodilo, da vidimo, kaj to za nas pomeni. Jezus je rekel: prepeljimo se na drugo stran jezera. To je pomenil, tam se je pomnožil kruh in so ga hoteli postaviti za kralja in je rekel: pa vi počnete neumnosti, vi razmišljate drugače kot jaz, bežimo na drugo stran in začnite drugače razmišljati. Kaj je pomembno? In tako tudi nam prav, prepeljimo se na drugo stran. Nehaj razmišljati, da so glavne igrice, ampak da je bolj pomembna šola. Nehaj razmišljati, da si Bog, ki se moraš učiti, ampak blagor mi, ker se lahko učim. Nehaj razmišljati tako, da mamici, kaj bomo pa za jesti, pa to in za noč pa to. Ampak da mamici rečeš: hvala, ki si skuhala kosilo. To je Jezus pravi, prepeljimo se na drugo stran, začni drugače razmišljati. Oči pa, kadar je jezna mamico, reče Jezus: drugače razmišljaj, moja žena je najlepša na svetu. To pomeni prepeljati se na drugo stran, da začnemo razmišljati kot Jezus, da ne razmišljamo več kot lumpki. Prav? Dobro, zdaj kaj pa poj. V morju je bilo mirno, oni so šli čez in so znali. So znali, jadra, veslo, vse so znali. Nekaj nastane vihar. Kdaj je vihar v vaši družini? Takrat, ko se skregamo. Se skregate, pa vihar v srčku. Ko je težka naloga, pa jo ne znaš, a je vihar. Ko ti noje nagaja, a je vihar. Kdaj pa v tvojem srčku vihar? Kaj mami ne pusti, da oblekla tisto lepo kikelco, ki bi jo rada oblekla? A je vihar? Ampak jaz pa hočem to, ne? Tako nastanejo viharji, velikrat so viharji. Tudi maj po oči ima, da verjetno polno viharjev, imata. Tudi se Rebeka polno viharjev, ne? In zdaj pa kaj narediti, ko je vihar? Kaj so delali ti učenci? Ljubili so Jezusa. Ne še? Ta prvo ne. Najprej so se sami trudili, pa so vodo ven šel na metal, pa vodo ven šel na metal, pa bolj so vodo ven metal, več je bilo. Tako se nam včasih zgodi. Sem jezen na vratu, rečem, ne smem biti jezen, ne smem biti jezen, ne smem biti jezen. Pa bolj ko to govoriš, ne smem biti jezen, bolj si jezen je tako, a ne? Maj pa reče, spet je grdo nalogo naredil, spet je nalogo, pa naredi lepše nalogo, pa še enkrat, ne? In vedno hujši vihar, a se zgodi tako? Ja. In pravi Jezus: zakaj me pa niste prej zbudili? Pokliči me, pa me prosi me, pa bom pomiril vihar, prosi me, pa ti bom pomagal, reci mi, a ne? In ko so ga zbudili, a so rekli, da je Jezus rabo tvojo pomoč? Ne, kaj so rekli? Kdo je dobro poslušal? A kdo dva je dobro poslušal? Kaj so rekli?
Kaj ti ni mar? Tako. Jezus so začeli šimfati, kritizirati. A ti ni mar, da se potapljamo, ti klele spiš. Ko mi včasih nam je zdaj prosil oče za nalogo, oče mi pomagaš. A ti ni mar, da jaz naloge ne znam. Mami, a ti ni mar, da sem lačen. Nam je zdaj pa lepo prosil, mami, prosim, a mi daš za jest. A ne? Ja so bili taki lumpi učenci, niso znali prav. Ampak Jezus jih nič ni kregal, so poročili pa štik pameti. Ampak je vstal in samo je rekel, kaj ste maloverni? A še nimate vere, a ne verjamete, da jaz to lahko naredim? In je vstal in rekel, utihni, miruj. In je bilo. Jezus lahko naredi tiste luta, ko hoče. Ampak kaj treba z naše strani? Da bi mi naredili. Potruditi se moramo, kar moramo, pa še nekaj, da bo Jezus svoje stvari naredil. Prositi ga je treba. Prositi ga je treba. Jezus je džentelmen, Jezus se ne vsiljuje, lepo samo od sebe. Dokler ga niso prosili, se je delal, da spi. So ga prosili, pa tako je stal pa rešil stvari. A ne? Jezus je treba prositi. Zato pa že zjutraj prosimo Jezusa. Kaj ga prosimo? Da jih dodam dobro. Tako, da se bom prid naučil. Ko delam domačo nalogo, pomagaj mi pri nalogi, da ne moje misli skakale drgam. Ko se greš igrati z bratcem, da se bo te lepo igrala. Jezus pomaga, da se bo lepo igrala, da se nama ko izkrigala. A ne? A je tako? A kdaj prosite Jezusa take stvari? Ja. Pa prosim te za učiteljico, da bo lepo razložila, da bom kaj razumel. A je tako? Se vi vsi doma šolate? Vsi se doma šolate. Pa da bo oči prav razložil, ne? Pa za oče prosi, sveti tu, kdaj pa Jezus pomaga mojemu oči, da bo prav razložil snov. Vidiš, da jaz neč ne razumem, če bi da razloži. Je tako? A ne? Ko so razložili. In le, ko je Jezus z nami, potem je vse mogoče, potem se lahko vse stvari uredijo, če ga verujem v to, če verjamem in če ga lepo prosim. In takrat pa nastane mir tudi tukaj nekaj v srčku. Ker vem, tudi če se kaj hudega zgodi, če Jezus to dopusti, ker noter je mir. In potem sem ok. Velja? Dobro. Zdaj pa prosimo Jezusa v zvezi s to besedo, vsak naj nekaj prosim. Gospod, prosim te, da bomo tudi vati verovali tudi v oblastinska. Prosimo te, da sliši nas. Prosim te, Jezus, da ne bi kar po svoje rino, ampak da bi znal tebe prositi v vsaki težki situaciji za pomoč, ki si močen zaveznik, si vse premagal. Prosimo te, sliši nas. Jezus, podaj svoj mir v našem družine. Prosimo te, sliši nas. Pomagaj mi, da se ne bom zanašala nase, ampak na te. Prosimo te, sliši nas. Pomagaj nam prepeljati se na drugo stran, da ne bomo več razmišljali kot človek, ampak kot ti. Prosimo te, sliši nas. Prosite, da ne bi več vedeli več hrame. Prosimo te, sliši nas. Vse te naše prošnje položimo pred Jezusa z njegovo molitvijo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zapojmo še pesem o našem čolniču, ki je cerkev. Če smo na čolnu z Jezusom, bo vedno mir v naših srčkih. Naš čolnič je cerkev in cerkev smo mi, kar Marta je Jezus, srče ima suče. Duhovnik učenec vsem je brat, kjerkoli je hodil, ostanil je brat. Lepo je živeti v družini, kjer se smo edini. Živeti v družini, kjer se smo edini. Naš čolnič je cerkev in cerkev smo mi, kar Marta je Jezus, srče ima suče. Duhovnik učenec vsem je brat, kjerkoli je hodil, ostanil je rad. Lepo je
kjerkoli voliti Marijo častiti. Kjerkoli vojski Marijo častiti. Na človeče cerkovice krstovi, krmar pa je Jezus, trđe pa suče. Duhovni učenaj so sem bil je bran, kjerkoli je hodil poznanja vibran. Lepo je, deliti življenje, omili trpljenje. Deliti življenje, omili trpljenje. Človeče cerkovice krstovi, krmar pa je Jezus, trđe pa suče. Duhovni učenec vsem je drag, kjerkoli je hodil, oznanja je prav. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. Gospod nas blagoslovi, nas varuje vsega hudega in nas privedi v večno življenje. Amen.